Lepo pozdravljeni. Člani občinskega sveta občine Krško so se na redni seji med drugim seznanili z ureditvami, vezanimi na zagotavljanje poplavne varnosti v sklopu gradnje hidroelektrarne Brežice. V zvezi z napredovanjem ureditev vezanih za zagotavljanje poplavne varnosti v sklopu gradnje hidroelektrarne Brežice je občina Krško konec leta 2016 in nato še enkrat v začetku leta 2017 od Infre zahtevala informacijo o ureditvah v sklopu gradnje brežiške hidroelektrarne pred začetkom polnjenja akumulacijskega bazena. Namreč državni prostorski načrt je predvidel kar precej ureditev tudi v občini Krško in ponavadi se te zadeve še vlečejo tudi potem, ko je objekt že dokončan. Tako imamo tudi recimo na hidroelektrarni Krško nekaj nedokončanih zadev, pa čeprav je elektrarna že kar nekaj let v pogonu. V primeru hidroelektrarne Brežice so ponovno izpostavili potrebo po ureditvi habitata NH1, ki ima funkcijo razlivnega polja in s tem funkcijo zagotavljanja poplavne varnosti v občini Krško. Ker ureditev ni bila izvedena, situacija ogroža širše območje. Poleg tega so nekatere ureditve, prav tako vezane na zagotavljanje poplavne varnosti, še vedno v fazi projektiranja oziroma gradnje. Gre za ureditve na vodotokih Potočnica in Žlapovec, te so predvidene v letošnjem letu, vendar datum začetka del še ni znan, ter ureditve v zvezi z občinsko cesto na območju industrijske cone Žadovinek, katere nasip je v funkciji protipoplavnega nasipa, dela še niso izvedena. Nekaj je treba še v letošnjem letu postoriti, zagotovljena so finančna sredstva, v glavnem vsa za en projekt, ko mu rečemo izgradnja nadomestnih naravnih habitatov, pa tega še ni, ker še nimamo končnih rešitev pri pridobivanju zemljišč, se nam zadeva nekoliko zamika, ampak v tem trenutku smo uredili takšno infrastrukturo na tem območju, da zagotavlja določeno poplavno varnost, tudi potrjena je bila s strani uprave za jedrsko varnost, kar se tiče nuklearne elektrarne, potem kompleksa odlagališča odpadkov, komunalnih kostok in tudi naselja Spodnji Stari Grad. Občinski svet je sprejel sklep o seznanitvi in ureditvami v sklopu gradnje hidroelektrarne Brežice ter zahteva, da se do pridobitve uporabnega dovoljenja za hidroelektrarno Brežice izvedejo vse ureditve predvidene v državnem prostorskem načrtu. Na seji so prav tako sprejeli osnutek strategije reševanja romske problematike v občini Krško za obdobje med letoma 2018 in 2022. Gre za dokument, ki je pravzaprav prvi takšen v Krški občini. Do sedaj nismo imeli nekega sprejetega in zapisanega dokumenta. V njem urejamo celo vrsto področij, gre pa predvsem področja, ki urejajo integracijo romske populacije v našo družbo oziroma sami občini Krško. Predvideni so seveda načini, kako naj bi se posamezni problemi reševali, in če kot primeroma rečem, gre recimo za področje šolstva, potem za področje prostorske umestitve romskih naselij, potem področje sociale in podrobno. Skratka, gre skupaj za 12 področij, ki naj bi jih s to strategijo opredelili, dali okvirne pogoje, pod katerimi naj bi se ti problemi reševali. Gre za živ dokument, ki se bo skozi leta gotovo spreminjal glede na razmere, je še poudaril Stanko. Dodatne predloge k osnutku strategije občina Krško sprejema do 31. maja. Svetniki so sprejeli tudi predlog zaključnega računa proračuna za leto 2017. Preteklo leto je občina Krško zaključila s 34,67 milijona evrov odhodkov ter 36,92 milijona evrov prihodkov. Realizacija proračuna leto 2017 je bila relativno zadovoljiva, če bi tako rekel, oziroma je bila na prihodkovni strani zelo dobra, 96% je bila realizirana. Medtem ko na odhodkovni strani pa 88 oziroma skoraj 89% je bila realizacija. Kaj je razlog v bistvu za nekoliko nižjo, če temu rečemo, realizacijo na odhodkovni strani? Gre predvsem za to, da so se sredstva v proračunu povečala in dinamika izvedbe del ni sledila povečanju sredstev, ampak je prišlo do nekoličnega zamika, ki se bo realiziral s proračunom v letu 2018. Krški svetniki so sprejeli še letno poročilo družbe Rudar Senovo za leto 2017, predlog sklepa o letnem izobraževanju odraslih v občini Krško za letošnje leto, sklep o sprejemu novelacije lokalnega energetskega koncepta in letni načrt kulture v občini Krško za leto 2018. Klet Krško v letošnjem letu praznuje 90 let od prvih začetkov delovanja. Visoki jubilej so obeležili s slovesnostjo, na kateri so zasadili trsne cepljenke in potomko stare trte. Organizirano vinogradništvo in kletarstvo na Dolenjskem se je začelo z ustanovitvijo vinske zadruge v Kostanjevici na Krki ob koncu leta 1928.
Gospodarske razmere in zaradi trsne uši propadli vinogradi so narekovali združevanje proizvajalcev v specializirano zadrugo, ki bo pospeševala obnovo in delovala na področju prodaje in promocije dolenjskih vin. Ob takšnih obletnicah visokih se šele zavedamo, kako daleč je zgodovina vsega, kajti začetki v Kostanjevici in danes nadaljevanje menilo je 90 let. Bili so vzponi, padci in še vedno smo živi, stabilna je zadruga, še vedno je to vinarska, vinogradniška zadruga, imamo sicer tudi članstvo mlekarjev, ampak v glavnini je to dejavnost vinogradništva in vinarstva. Danes združujejo 221 članov, imajo 17 zaposlenih, letno realizirajo približno 2,5 milijona evrov. Klet je bila vse do 70 let prejšnjega stoletja locirana v Kostanjevici na Krki, ko pa so tam kapacitete postale premajhne, se je preselila v klet dvorca Šrajbarski Turn v Leskovec pri Krškem. To je v bistvu gospodarsko poslopje grofov Auerspergov. Tule namreč na spodnji strani ceste je Leskovški grad ali Šrajbarski Turn in lastnik v času, ko jim je najbolje šlo, je bil gospod Anton Aleksander Auersperg in je dal leta 1770 tudi zgraditi to klet. Še ena zgodba je zelo zanimiva, da ta grof je bil prijatelj, zelo dober prijatelj z doktorjem Francetom Prešernom. Skupaj sta bila na Dunaju in Prešern ga je v tej kleti velikokrat obiskoval. To še dan danes piše v Prešernovih poezijah in pa tudi v pismih, ki sta se med seboj dopisovala. Klet Krško je vseskozi sodelovala pri zakonski zaščiti cvička in ustanovitvi konzorcija v letu 2004. Prizadevanja za zaščito cvička so se sicer pričela že ob sami ustanovitvi kleti leta 1928. Smo pretežno vezani na slovenski domač trg in pa nekaj malega pa izvozimo tudi v tujino. Vinska klet Krško je prepoznana že od praktično začetkov in motiv na steklenici, etiketa stare grajske kleti je tisti zaščitni znak, ki ga naši kupci, zvesti pivci tudi poznajo. Na 500 hektarjih vinogradniških površin na leto pridelajo 0,5 milijon litrov vina. Paradni konj ostaja vino cviček PTP. Začetki v Kostanjevici so bili ravno temu namenjeni, že takrat je prišlo do ideje o zaščiti vina cviček in popisani so bili tudi vinogradi manjših, srednjih, velikih vinogradnikov, kar 590 članov je bilo in že takrat je bilo vse pripravljeno za zaščito in leta 1938 je bilo to predano banski upravi, vendar je potem prehitela vojna in ponovno se je zadeva odprla v leta 2000, ko je prišlo nekako do poenotenja na Dolenjskem tako stroke in pa tudi politike. Različna priznanja pomagajo tudi pri prepoznavnosti in prodaji osnovnega vina cviček. Seveda pa poleg teh vin še zraven najpomembnejša modra frankinja kot sortno vino, predvsem v zadnjem desetletju je veliko pozornosti in aktivnosti namenjenih skupnemu nastopu preko festivala frankinje in tudi v lanskem letu je naša modra frankinja osvojila najvišjo oceno, je bila prvak zmagovalec. Iz prejšnjih let je tudi veliko predikatnih vin, arhivskih, ki so predelane na najboljših legah vinogradništva na Sremiču. Velike zlate medalje, šampioni praktično vseh sort belih in pa že tudi modre frankinje kot suhi jagodni izbor. 90-letnico kleti Krško so obeležili slovesnostjo, na kateri so med drugim takole zasadili trtne cepljanke in potomko stare trte. V Kerinovem Grmu so predstavili delovanje večnamenskega romskega centra Drom, ki so ga odprli v minulem tednu. Vrednost projekta znaša 130 tisoč evrov in je v 80% deležu sofinanciran strani Evropske unije. Gre za 4-letni evropski projekt, ki poteka v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt je namenjen pripadnikom romske skupnosti v vseh starostnih skupinah, predvsem z namenom doseganja višje kvalitete življenja in socialnega vključevanja. Pričakujete lahko, da je tu en prostor, ki je kot neko stičišče, različne organizacije, ki se bodo tu oglasile, se predstavile in jim ponudile nekako tudi odprle svoja vrata, upamo, v bodoče v širši skupnosti v samem Krškem. Tukaj se bojo mogoče predstavile kakšne ustvarjalne delavnice, izobraževalne delavnice, zato da potem lahko naprej se boljše sodeluje. Vrednost projekta znaša 130 tisoč evrov in je v 80% deležu sofinanciran strani Evropske unije, razliko krije občina Krško.
Namreč mi smo zelo zainteresirani, da bi se socializacija Romov nadaljevala, da bi pač našli tudi svoj prostor pod soncem, če tako rečem, oziroma v okviru te občine, in sicer kot enakovredni in seveda tudi enako ustvarjalni občani. Mislimo, da je tak projekt eden od teh pravilnih poti, zato smo tudi pripravljeni sofinancirati. Večnamenski romski center je namenjen vsem Romom, ki živijo v občini Krško. Pobuda za projekt je sicer prišla s strani države. Center za socialno delo Krško je v bistvu že vrsto let zaznavamo potrebe po realizaciji tako interdisciplinarnega projekta in seveda upamo, da bo ta projekt odgovor, saj delni odgovor na večino težav, ki jih zaznamamo v naši romski skupnosti. Gre torej za težave, kot so nizka izobrazbena struktura, visoka stopnja brezposelnosti, dokaj pogosto slabe življenjske navade ter ponekod še vedno neurejene bivalne razmere. Se pravi, cilj bi bil nekako približevanju trgu dela. Zdaj, kakšno pridobivanje vozniškega izpita je vedno aktualno tule, dokončanje osnovne šole, se pravi neke osnove upismenjevanja, poleg tega pa tudi nekako približati jim zdrav življenjski slog, se pravi preko kulinarike, kakšno šivanje, zdravstveni, preventivni pregledi, cepljanja seveda, to, kar je nam mogoče samoumevno, tudi na tak način. Eden izmed kazalnikov tega projekta je bila organizacija, koordinacija 150 dogodkov. V tem kratkem času od novembra 2017 do danes je naša Špela skoordinirala že 50 aktivnosti. Pri delu je zelo ustvarjalna in moram reči, da dosega izjemne rezultate. Kot opaža Zoričeva, so pripadniki mlajše generacije Romov bolj odprti za spremembe, zato pričakuje in upa, da se bodo z veseljem udeležili delavnic in ostalih aktivnosti v večnamenskem centru Drom. Osnovne šole iz občin Krško in Kostanjevica na Krki ter številni ponudniki ekoloških izdelkov so se predstavili na tradicionalni ekotržnici, ki so jo v soboto pripravili na Videmski tržnici. Učenci osnovnih šol iz občin Krško in Kostanjevica na Krki so tudi letos na stojnicah predstavljali različne izdelke, ki so nastali iz odpadnih materialov ter ekološko vzgojene rastline in ostale predmete, ki so povezani z okoljevarstvom in ekologijo. Tukaj imamo neke rožice, ki se not napičijo v zemljo kot take prave rožice, so recimo krasne koprive. Imamo tudi tlele zelenjava in zelišča, tle imamo špinačo, imamo tudi solate tukaj. Na naši šoli vsi otroci od 1. do 9. razreda delamo izdelke iz odpadnega materijala in tudi vse sadike smo sami posadili in okrasili lončke. To je hotel za žuželke, metuljčki, obešalniki, ki so tam gori, svečke iz voska, korita lahko uporabimo tudi za rože. Pripravili smo domači med, kopel, cele drobtine, tam so šnite, se pečejo, sivka je tukaj le, tako da paradižnik imamo domači. Tradicionalno ekotržnico pripravljajo v podjetjih Kostak in Agroposavje v sodelovanju z občino Krško. Letošnja tema je bila odpadna hrana. Problem je v tem, da oči so velike, želodec ni tako velik in potem, ko gremo v trgovino, se ponavadi kupi preveč in ko po določenem času ta hrana postane odpadek, zato navodilo, da se ne kupuje preveč hrane, da se kupuje hrana za sproti in da se uporabi čim več tudi hrana pred iztekom roka. Tudi na šolah se dobro zavedajo problematike zavržene hrane, učence pa vsakodnevno spodbujajo k uživanju ekološko pridelane hrane. Tako pri malicah imamo zdrave malice, sadne malice, uvajamo tudi v razredih, imamo mini vrtičke z peteršiljem, drobnjakom in drugimi začimbnicami, ki vsakodnevno pri malici otroci si sami narežejo, postrežejo. Ja, mi vsakodnevno opozarjamo otroke tako, da moramo skuhati toliko, kot porabimo, da ne zavržemo te hrane in da tudi iz starih živil se da pripraviti nove, sveže hrane. Poleg osnovnih šol so se na ekotržnici predstavile tudi ekološke kmetije ter drugi podeželski ponudniki.
Ekološko kmetijstvo je vrh oziroma najvišja stopnja kmetijstva, pridelave hrane in temu je potrebno dati poudarek, ker tudi kmetje se zelo trudijo in prizadevajo, da bi ta hrana, ki zraste v našem okolju, bila kvalitetna in skrbno pridelana, tako da si želimo, da bi še več ponudbe imeli in tudi povpraševanja. Ekotržnico so pripravili na obnovljeni tržnici na Vidmu, kamor si želijo vnesti vse več dogodkov. Mogoče ta zgornji del nekako ne zaživi, kajti navajeni smo ljudje, da na nekatere stvari, ki so tekle, bom rekla, dobro v spodaj, pa vendar mislim, da bo prostor tisti, ki bo narekoval, da je premalo prostora spodaj, kajti mesto res postaja mesto za vsemi elementi in verjamem, da tudi ta del se bo preselil na zgornje etaže v večjih dogodkih. Ob tokratnem dogodku so se sicer zbrali številni obiskovalci, ki so lahko poleg obiska stojnic spremljali tudi nastope plesalcev z osnovnih šol Jurija Dalmatina Krško ter Podbočje, otroške folklorne skupine osnovne šole 14. divizije Senovega, glasbene skupine z osnovne šole Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice na Krki ter znanega slovenskega reperja Nipkeja. Ostajamo v Krškem. V avli kulturnega doma je na ogled tematska razstava dr. Janka Božiča z naslovom Od mladega čebelarja do znanstvenika. Janko Božič je razstavo pripravil ob Svetovnem dnevu čebel, ki bo 20. maja, ter ob srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev iz vse Slovenije, ki je nedavno potekalo v Krškem. Razstava je rahlo avtobiografsko obarvana. Sprva sicer mislil, da bi bila bolj splošna tema, potem pa, ker so ravno mladi čebelarji in jaz sem bil tudi tukaj začetnik v Krškem kot mladi čebelar in potem nekako skozi ostajal s čebelami in na koncu recimo pristal kot profesor na univerzi, ker pač raziskujem še naprej čebele. Zato so tudi tematike na razstavi tako izbrane, od raziskovanj iz gimnazijskih časov do predstavitve določenih rastlin. Te rastline so nekako namensko izbrane kot recimo začetek razvoja leska, potem imamo naprej škrlatni teloh kot nek lokalni posebnež in potem imamo tevje kot nek slovenski skoraj endemit, malce širše raste, rubinja kot neka tujerodna invazivna vrsta, s katerimi se nekako moramo spopasti in pa potem imamo še pravi kostan, ajdo in pa seveda tisto, kar je mene najbolj privlačilo, vedenje čebel, ker je predstavljena matica, spremstvo matice, kar je pogojeno tudi nekako z rojenjem, povezano z rojenjem in pa čebelji ples, plesno sporozumevanje čebel. Božič je razstavo zaokrožil s čebelarsko prakso in sicer s širjenjem ažupanja v Združene države Amerike. Seveda na teh plakatih se veliko ne da prebrati, ker potem bi bile slike zakrite, nameroma je tako narejeno, so QR kode, s pomočjo katerih lahko pridemo do več teksta na internetu. Tam bom še dodajal tekom razstave še kakšne stvari, tako da bojo se stvari še dopolnjevale. Janko Božič, ki je predsednik Čebelarskega društva Krško, sicer pa izredni profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, je ob tem dejal, da je čebelarstvo v zadnjih desetletjih doživelo velike spremembe. Danes mora biti čebelar zelo discipliniran. Včasih je sicer to bilo zelo zaželjeno, ampak nekako si prišel skozi, tudi če nisi bil zelo discipliniran in pač nekaj kasneje uredil stvari, morda so ti čebele izrojile, ampak zaradi bolezni ti niso kar tako propadle. Sedaj pa imamo zajedavca, s katerim se moramo vedno spopadati in paziti, kakšna je okuženost, kar nam seveda potem nekako okupira tisti čas, tudi dodatni čas je za to potreben, da imamo ustrezen nadzor. Danes so seveda tudi bolj podprti z raznimi informacijskimi tehnologijami. Zelo se je razvila opazovalno-napovedovalna služba medenja. Številčnost čebelarstva je v Sloveniji nekako v zadnjem desetletju precej porasla, je zelo odvisno lokalno, kako se stvari spreminjajo. V našem društvu smo približno tam, kjer smo bili, ni da bi bilo nekega večjega porasta, morda je malo več, morda smo celo malo mlajši čebelarji, kot smo bili v preteklosti. Pa tudi recimo v našem društvu je zanimivo, da imamo kar nekaj ženskih čebelarji, kar je tudi zelo spodbudno. Krško čebelarsko društvo danes šteje približno 30 članov. Razmere za razvoj čebelarstva so torej ugodne z vidika človeške moči in znanja. Seveda pa moramo poskrbeti, da bodo čebele imele tudi se kje pasti. Če bomo pretiravali številom čebel, bo tudi težko zagotoviti ustrezno pašo. Razstava o čebelah in čebelarjenju je na ogled le še do 17. maja, nato se seli v Ljubljano.
Minuli teden so se v prostorih hotela v Krškem na novinarski konferenci predstavili kandidati Slovenske ljudske stranke za parlamentarne volitve. Na novinarski konferenci so se predstavili Marija Levak, ki kandidira v volilnem okraju Brežice, Zvone Košmerl, kandidat v volilnem okraju Sevnica, Franc Bogovič, ki kandidira v volilnem okraju Krško, ter Franc Dolšek, kandidat volilnega okraja Laško, kamor sodi tudi občina Radeče, in predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Zidenšek, kandidat volilnega okraja Šmarje pri Jelšah, ki vključuje občino Bistrica ob Sotli. Levakova se zavzema za zmanjšanje brezposelnosti mladih, zlasti na podeželju. Tako, da se bodo zaposlili tle doma, v Sloveniji, pa doma v svojem kraju, ne v tujini. Kar mi je velik pomen mi je delo. Delo naj bo vrednota v tej naši družbi. Tudi sama delam na kmetiji, zraven zaposlitve kot kmetijska svetovalka, kjer opravljam delo za servis, bom rekla, za te naše kmete, za podeželsko prebivalstvo. Popoldne sem pa s polnim srcem in z dušo predana domači kmetiji. Brežiška kandidatka se zavzema tudi za zaščito kmetijskih zemljišč in za zaščito delovnih mest na podeželju. Vse vemo, če bomo izgubili to našo zemljo, bomo izgubili s tem tudi delovna mesta na podeželju. In kje bodo naši otroci delali? Če bomo zapravili zemljo, če bomo ponudili za razne velike infrastrukturne in druge projekte. Se vemo, kako je s tovarnami. V Brežicah občutimo, smo imeli tovarne, smo imeli trgovine, pa so zdaj prazne, pa so tista delovna mesta izpuhtela. Levakova je še izpostavila, da se bo zavzemala za varovanje podeželskih krajev in mest ter za ohranjanje njihove poseljenosti. Sevniški kandidat Zvone Košmerl si bo prizadeval za izboljšanje pogojev za delovanje lokalnih skupnosti in odpravljanje razlik v regionalnem razvoju. Jaz verjamem, da so občine ena temeljna celica države in da mora država do njih zelo tenkočutno pristopati in skrbeti za njihovo financiranje, za njihov razvoj, za pravilno zakonodajo iz tega področja in seveda za skladen regionalni razvoj. Prizadeval si bo tudi za vzpostavitev pravičnejših razmerij med delom in nedelom ter za izboljšanje državnih prometnih tokov kot enega od temeljev gospodarstva. Tudi v našem okolju, v občini Sevnica, podjetja ustvarjajo, proizvajajo in vse te proizvode gredo na evropske trge in torej brez normalnih prometnih povezav in železniških in cestnih je temu zelo težko. Košmerl se bo prav tako zavzemal za enakopravnost vseh državljanov pred zakoni. Enakost pred zakoni, ki je na deklarativni ravni seveda zagovarjamo vsi, po drugi strani pa vidimo, da morda v praksi temu vedno ni ravno tako in da se tudi tukaj morajo narediti koraki v pravo smer, da bo tega v družbi čim manj. V volilnem okraju Krško kandidira evropski poslanec Franc Bogovič, ki kot pravi želi svoje izkušnje z evropskega političnega parketa prenesti v slovenski parlament. Ključni poudarek bo na enakomernem razvoju Slovenije. V projektu Pametne vasi sem uspel v Evropskem parlamentu in komisiji prepričati, kaj je potrebno narediti za to, da bomo imeli dobro razvito kmetijstvo, da bodo delovna mesta na podeželju, da bo kvaliteta življenja za starejše, da bodo občine primerno financirane, da ohranimo inštitucije, kot so srednje šole, bolnice, v takšnih okoljih, kot je Posavsko. Za domačo regijo Posavje si bo še naprej prizadeval za dokončanje projekta izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. To izkušnjo prenesti tudi na zgornji tok Save, s tem zagotoviti potreben delež obnovljive električne energije tudi v Sloveniji, ob Savi velike priložnosti za razvoj kmetijstva in tudi podjetništvo, ki bo temeljilo na povezovanju šolstva in podjetništva, kar sem tudi v drugem evropskem projektu Zavezništvo za mlade že uspel tu v tem našem prostoru. Franc Dolšek, sicer župan občine Laško, si prizadeva za ureditev cestne infrastrukture. To je nadaljevanje izgradnje ceste Hrastnik-Zidani most z deviacijo proti Laškem, kjer bi v mnogočem uredili prometno infrastrukturo. Hkrati pa želimo tudi, glede na to, da smo tudi mejna občina, kar se tiče naših srednje savskih elektrarn, da se tudi ta projekt nekako čim hitreje zažene. In sicer v podobnem okviru, kot je to v primeru spodnje savskih hidroelektrarn. Kar bi tudi v bistvu doprineslo bistveni razvoj tako za Sajo, Posavjo, kot tudi nam. Mi smo pač mejno območje med Zasavsko in Posavsko regijo in jaz mislim, da glede na to, da bo tudi
v bodoče velika pozornost dala medregijskim projektom, da imamo veliko možnost pridobiti izredno kvalitetna evropska sredstva za naš nadaljnji skupni razvoj. Zdolšek je še omenil pomen izgradnje kolesarske poti, ki bo povezovala celjsko regijo s Posavjem in Zasavjem. SLS sicer vstopa v parlamentarne volitve s 84 kandidati z gesli varno, gospodarno in lokalno. Slovenska ljudska stranka je izredno močna v lokalnih okoljih, pogrešamo predvsem zavzetost na podeželju, ker je država Slovenija v tem trenutku, sploh pa v zadnjem mandatu, izredno centralizirana država. Kar se tiče gospodarnega ravnanja, imajo program dobrega gospodarja, kjer poudarjajo pomen socialno-tržnega načina gospodarstva, dodaja Zidanšek. Govorimo o tem, da želimo in hočemo živeti v varni državi, v državi, ki jo ne pretresajo možnosti različnih nelegalnih migrantskih valov. Smo proti temu, da se migranti prestavljajo po Evropski uniji tudi v državo Slovenijo. Prav je, da pomagamo, seveda pa najprej moramo zaščititi svoje ljudi, svoje državljane. Zidanšek je še dejal, da verjamejo v vrnitev v slovenski parlament, njihov cilj na volitvah je dobiti 5 do 6% glasov. Katja Čanžar bo v Brežicah kandidirala na listi SDS. Njen lokalno obarvan program temelji na turizmu. 33-letna podžupanja in predavateljica na fakulteti za turizem se poklicno in raziskovalno največ ukvarja s turizmom. Kot pravi, so turistične storitve pomemben steber brežiškega gospodarstva, ob umestitvi hidroelektrarne Brežice pa vidi predvsem možnosti razvoja športnega turizma ob akumulaciji. Tudi zaradi vseh teh projektov, ki sem jih v preteklosti pripravljala in zato, ker je Evropska komisija v letu 2015 začela posebej financirati prav področje športa, sem dejansko videla tukaj kot eno priložnost združitve teorije s prakso. Sem študentka doktorskega študija kineziologije, ukvarjam se s športnim turizmom za invalide. Turizem povezuje tudi s kmetijstvom, ki je, kot pravi, skupaj z naravnimi danostmi za zdraviliški, zdravstveni in športni turizem pomemben gradnik brežiške ponudbe. Posebno pozornost namerava nameniti še skupinama starejših in mladih. Želim si sistemsko urediti pomoč na domu, po drugi strani pa potrebujemo več dostopnejših, cenovno dostopnejših domov upokojencev, kjer sem pri raziskovanju dejansko ugotovila, da so še neki viški, in da bi lahko bila ob drugačnih parametrih cena tudi dostopnejša. Na področju izobraževanja podpira uvedbo dualnega sistema, torej kombinacijo teorije in prakse z namenom lažjega prehoda na trg dela. Kot še dodaja, je nujna tudi sprememba sistema izobraževanja z namenom doseganja večje usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. V Brežicah so se predstavili tudi kandidati največje parlamentarne stranke SMC za junijske državnozborske volitve, ki kandidirajo v volilnih okrajih Krško, Brežice in Sevnica. Na novinarski konferenci v Brežicah so se predstavili 3 posavski kandidati, ki kandidirajo na listi stranke Modernega centra. Poslanec v državnem zboru Igor Zorčič je uvodoma dejal, da bo poleg prizadevanj za digitalno, zeleno, povezovalno Slovenijo kot Brežičan ob ponovni izvolitvi v Ljubljani prednostno zastopal nekatere lokalne infrastrukturne in gospodarske teme. Zagotovo bo prednost pri hidroelektrarni Mokrice, za katero moramo zagotoviti še sredstva, zagovarjati njeno izgradnjo, potem so to številni infrastrukturni projekti, kot je izgradnja novega mostu čez reko Savo. Ta se sicer projektira in so zagotovljena tudi določena sredstva, pa vendar bo treba v naslednjem mandatu skrbeti tudi za to. Kot je še dodal Zorčič, je posebno pozornost treba nameniti področju zdravstva. Bolnišnica Brežice je bila, bom rekel, v preteklih vladah predvsem vedno na udaru. Lahko ugotovimo, da leta 2014 do 2018 ni bila, da se ni govorilo o nikakršnem zaprtju te bolnišnice, še več. Pred kratkim smo zagotovili novo investicijo v lekarno v višini $500 000. Dogovorili smo se pa tudi že za to, da bo v naslednjem proračunu, da bodo zagotovljena sredstva za centralno intenzivno terapijo v višini €1,5 in seveda tu bo vsa prednost mojega delovanja kot recimo temu brežiškega in posavskega poslanca. Nikol Radermacher, ki se za mesto v državnem zboru poteguje v volilnem okraju Krško, se osredotoča predvsem na mlade. Jaz osebno ali pa mi želimo vrniti mladim upanje, jih seznaniti s politiko, upanje v politiko nazaj pridobiti.
Želimo jim omogočati oziroma zmanjšati brezposelnost v občini Krško, kot je to že naredila vlada. Želimo rešiti stanovanjske probleme in konkretno imam v programu to, da želimo za mlade družine oziroma za otroke se zavzemamo za brezplačen vrtec. Z medgeneracijskim povezovanjem pa se bo zavzemala za boljši položaj starejših občanov. Želimo v bistvu rešiti ta problem na način, da bi ustanovili čim več medgeneracijskih centrov. To se že izvaja v tej vladi. Potrebno je povezati mlade in starejše, da si med sabo pomagajo. Na ta način se ustvari več delovnih mest za mlade, starejši pa bojo tudi imeli več upanja ali pa več veselja do življenja v tretjem starostnem obdobju. Poleg tega se zavzema za spodbujanje gospodarstva in strateški razvoj turizma. Za razvoj turizma se zavzema tudi Franc Pavlin, ki kandidira v volilnem okraju Sevnica. Kot pravi, so priložnosti predvsem v rekreativnem turizmu. Izpostavil je tudi področje energetike. Življenjska doba nuklearne elektrarne Krško in pa tudi termoelektrarne Šoštanj bo tam v sredi 45. 50. leta iztekla življenjska doba in država se mora odločiti, kako naprej. Torej, to področje energetike je za Slovenijo zelo pomembno pri teh dveh objektih, ker gre dejansko za proizvodnjo energije več kot 50% na trgu za Slovenijo. Kupovanje energije pa vemo, da je drago in zato je tudi zelo pomembno in bom podpiral tudi izgradnjo verige na srednji Savi. Pavlin je izpostavil tudi pomen dogradnje infrastrukture. Kot meni, je nujna končna umestitev tretje razvojne osi v Posavje, kar je zlasti pomembno za Sevnico. Drugače je pa pri mojem pristopu in sodelovanju pri odločanju v državnem zboru, ker gre za politiko, ne gre za izvršilno oblast, ampak gre za politično oblast. Moj pristop je to, da morajo biti zakoni pregledni, razumljivi tudi za vsakega bralca in občana in krajana. In seveda zato se bom zavzemal, da je tudi v zakonih racionalno in pregledno to urejeno, tisti zakoni, ki bojo uvrščeni na dnevnem redu, tako tudi na drugih področjih, ki se bojo urejale v državnem zboru. Pavlin podpira tudi ustanovitev druge stopnje lokalne samouprave oziroma členitev Slovenije na pokrajine, v kateri bi statistične regije postale pokrajine. V Cerkljah ob Krki pa se je predstavil kandidat za poslanca Levice v državnem zboru Peter Direnbeck, ki kandidira v volilnem okraju Brežice. Peter Direnbeck za poslanca kandidira že drugič zapored. Kot pravi, je kandidatura logična posledica tistega, kar je pred 4 leti zastavil skupaj z ekipo. Želimo si, da v družbi ne bi bilo kakršnekoli izključenosti, da bi dosegli blaginjo za vse, zato ker Slovenija je bogata država in lahko ustvari dodano vrednost, da lahko zagotovi dostojno življenje vsem. Direnbeck ob tem še dodaja, da kandidira zato, da da glas tistim, predvsem marginalnim družbenim skupinam, ki dostikrat ostanejo brez glasu. Je tudi proti razprodaji družbenega premoženja in privatizaciji. Menimo, da je premalo države, ne pa preveč, kot trdi nasprotni pol. Menimo, da država mora zagotavljati osnovne storitve, kot so javno zdravstvo, šolstvo. Menimo, da to, kar se dogaja, da se zadnjih 20 let država umika pred apetiti kapitala, nikakor ni dobro, ker gre na račun kvalitete življenja. Kakovost življenja želijo v Levici izboljšati tudi s povezovanjem družbe. Ker politika ima to moč, da pač ustvarja neke vrednote, po katerih se bomo ravnali. In če damo kapital na prvo mesto, potem se zgodi to, kjer smo zdaj. To usodo deli 99% ljudi, da smo pa tako atomizirani, razbiti, da se ne moramo povezati, stopiti skupaj, zahtevati tisto, kar je bilo skozi zgodovino že izborjeno, delovske pravice, človekove pravice. Danes je vse to na prepihu, kot da se vračamo eno mračnjaštvo. Za Levico v volilnem okraju Krško kandidira Aleš Suša, v sevniškem volilnem okraju Sašo Jejčič in v Radečah Tina Kolar. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Z vami bomo tudi prihodnji torek. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.